You are so beautiful to me. Ti posluš zdaj ti mene. Pa kaj je s tabo? Kle v parku greš rože krast, mislim, ne vem. A veš, da se rož sploh ne trga, najmanj pa v parku. Pa res nisi normalen, no pa ne vem, kaj je s tabo narobe, a danes? Kaj? Na cvetličarski šoli ni pifljanja. Na urniku so zelo uporabne stvari, ki jih boš potem vsak dan rabil pri delu. Recimo, a si predstavljaš, da se takole pred izpitom napifljaš, katere barve grejo skupaj? Ja, kako boš pa potem šopke delal? Ali pa da se naučiš, kako skrbeti samo za določeno vrsto rož? Me zanima, kako boš stranki potem razložil, kako skrbeti zanjo, ali postaviti na sonce, ali v senco. Na cvetličarski šoli je veliko prakse, kajti vaja dela mojstra, če že mojster dela vajo, a ne? Dober dan. O, dober dan. Dober dan. Kako je? Odlično. Ful je bila navdušena. A res? Jaz pa tudi. Zelo lepo. Kaj bova pa danes? A bomo tudi kaj? Ja, čarala. Bova kaj čarala? Kupil si mi eno knjigo, pa bi želel, če mi jo hočete zaviti. Lahko eno pesem preberem? Lahko, kar izvolite. Knjiga od Neže Maurer, pesem tudi. Roža vetrov. Nič ni večjega od mene, ne od tebe. Nobeno mesto, nobena stvar, noben odnos, noben človek, nobena drama, nobena iluzija, noben strah. Samo ljubezen, enost. Vseeno je. In vse eno je. To je vse. Zelo lepo. To bo sigurno navdušena. Sem še en lep papirček bomo našli. A bi dala kakšno rožico zraven? Ali lahko naredimo samo tako, da zavijem papirček? Lahko samo en tak lep ovojček. Kaj, če damo kar turkizno barvo, ko imate glih turkizno majico? Da vam čist zaupam. Super. Pa bova dala pa kar turkizno. Rože ne bova dala nobene gor, na? Super, ne, hvala. Ker je že knjiga sama po sebi tako bogata. Takole. Izvolite. Najlepša hvala. Hvala vam. Srečno. Adijo. Nasvidenje. Cvetličar pa ni samo umetnik in prodajalec, ampak je seveda pomemben del njegovega dela tudi svetovanje. Vsi, ki imajo kakšne težave z rožicami, radi pridejo do cvetličarja in ga vprašajo, zakaj se to dogaja. Pa ne samo tisti, ki imajo težave, ampak tudi tisti, ki rabijo njegov nasvet, kam postaviti primerno cvetlico oziroma lončnico v pisarni ali pa doma. Tako zelo veliko sodelujejo z arhitekti in na tem področju svoje znanje lahko tudi pokažejo oziroma ga nadgradijo. Hiter, no! Hop. Ti, kam ti to plene peleš? V Volčji potok. Aha, in kaj bo tam? Presenečenje. Je ful lepa, živa in vsak bi jo imel v dnevni sobi. Ne. Mi Slovenije. Pa ja. Ali to? Tropski gozd. Kaj lepo. Leto. Joj, ko so lepe. Ne boš se kaj dotaknil, ker nimava denarja, če boš kaj zlomil. To je celo premoženje tukaj. Ne.
Dober dan. Dober dan. Dober dan. Zakaj so bile včasih orhideje tako drage? Ker so tako redke bile, pa mogoče jih je malo težje vzdrževati. In sama vzgoja zahteva svoje, no, tako da jih ni bilo na tržišču. Katere vrste orhidej pa razstavljate danes tu? Danes tukaj največje Phalaenopsisov. To so orhideje, ki so najlažje za vzgajati, tudi v stanovanjih. Potem so pa tudi druge razni dendrobiumi, katleje. Orhideje imate v bistvu na svetu 750 rodov. Od 750 rodov imate približno 250 000 vrst. Potem so pa še sorte, no, tako da orhideje vam predstavljajo 8 do 10% vseh rastlin na svetu. No. A se razvijajo iz semen, ali se odrežejo? Ne, orhideja je pa ena taka zelo zanimiva rastlina, ki jo je zelo težko iz semena vzgojiti. Ker rabi v bistvu eno tako glivo, kombinacijo z glivo bokalila, drugače pa ne. Jo, sliši se zelo komplicirano. Ni tako komplicirano. A orhideje dišijo? Tudi ene, ja. Naprimer vanilija, orhideja vanilija, po vaniliji, ne. A so to vzgojene, so naravne? To so že križanci, ne. Kako pa izgledajo križanci? Tole so kar vse križanci. Vse so? Vsi so križani, ne. Ker pač tistih naravnih orhidej je pri nam zelo težko gojiti, ne. Kje pa rastejo recimo pri nas naravne orhideje? Naravne orhideje, če boste kdaj zašli v kakšne hribe, Lepi čeveljček je že ena taka orhideja. Tako no, ta je najbolj znana. You are so beautiful to me. You are so beautiful to me. Can't you see? Ivo, daj oprostno. Oprostno, se veš, da te imam rada. Dragi moji, čakamo pred vhodom v koncertno dvorano tu v Ljubljani, kamor ravnokar prihaja diva slovenske pop glasbe Alja. Živjo, Alja! Kako je kaj? Povej, Alja, kaj je v rožah? A imaš rada rože? Ful imam rada rože, imam rada tulipane, pa imam rada vrtnice, pa rdeče, imam rada polpice. Povej, Alja, a veš, da so Nizozemci ukradli Turkom tulipane? Res? Pa da so tulipani užitni? Res, moram probati. Jaz sem načela, kaj so že, pečene cvetove sem že jedla, rož sicer, cvetice, pa so zelo sladki, zelo rada. Še rada. Fante, kdaj preseneti z rožami? Tudi kdaj, ja. Kire rože ti pa podari? Tulipane, pa kak šopek, še druge rože. Alja, jaz ti želim dober koncert in ogromno cvetja celo življenje. Hvala. Lahko noč. To fule bo se težko se pa ne znam popolne mesece, če sem lahko. Ampak ško mali cvetov ne pokomati na eni kaša. Neka dobra kanta. Živijo mladi cvetličarji. Živijo. Kako ste kaj? Ste kaj v rožcah? Smo v cvetju. V cvetju ste. A kaj dogaja? No ja. Ne. Misle. Imam jaz eno presenečenje za vas, da malo zadogaja. A greste z mano? Gremo? Tako ja. Pejmo. Pej gremo. Juhuhu! Presenečenje.
Dobrodošli na tekmovanje v izdelavi šopka. Vsi skupaj imate enako zalogo rožic, enako orodje in 30 minut časa. Ha! To je to. Jaz se pa vrnem z novim presenečenjem čez 30 minut. Super, in slabše. Še. Adijo! Dio.